Po 7 dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu Tim Gajser v razredu MXGP zaseda 4. mesto v skupnem seštevku. Na poligonu Auto Kveder v Lukovici so izpeljali drugo preizkušnjo sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. V Genku v Belgiji je Maj Rakuša odpeljal prvo dirko sezone tekmovanja FIA Academy Trophy Junior. Enej in Tijan Krševan sta bila v Barceloni na uvodni preizkušnji Evropskega prvenstva razreda Moto2 in Evropskega mladinskega pokala razreda Moto4 v cestno-hitrostnem motociklizmu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Za nami je dobra tretjina svetovnega prvenstva v motokrosu. Tim Gajser se po 7 dirkah v skupnem seštevku razreda MXGP nahaja na 4. mestu in za vodilnim Lukasom Kunenom zaostaja 88 točk. Na dirkah v Franciji in Nemčiji je imel Gajser kar nekaj smole. Drugo vožnjo francoske preizkušnje mu je odnesel nespameten manever Toma Viala, ki se mu Gajser ni uspel izogniti. Na ponoven štart druge vožnje mu z novim motorjem niso dovolili, saj je to proti pravilom. Dragocene točke so tako šle po zlu. Na progi Thalkessel v Teutschentalu mu je po drugem mestu v prvi vožnji zelo dobro kazalo. Nato pa ga je zaustavil padec v prvem krogu druge vožnje in mu odnesel vse upe na vrhunsko uvrstitev. Lukas Kunen je to znal dobro izkoristiti in se zdaj z novo zmago ter z zelo udobno prednostjo nahaja na vodilnem položaju skupnega seštevka razreda MXGP. Janu Pancarju se francoska dirka ni išla po željah in načrtih. Imel je kar nekaj smole, saj se je v drugi vožnji zapletel v padec in nato predčasno zavil v bokse ter končal dirko. Bistveno več zadovoljstva je Pancarju prinesla nemška preizkušnja, v kateri je predvsem v drugi vožnji, v kateri je bil 11., spomnil na lanskoletne dirke. Vsekakor je sposoben in zmore več, za odmevnejše rezultate pa bo potreboval tudi kanček sreče, ki se ga letos kar malce izogiba. Na veliki nagradi Francije je v okviru spremljevalnega programa potekala tudi dirka Evropskega prvenstva za motorje s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. Alex Novak se je skozi kvalifikacije prebil med 40-terico, ki se je potegovala za točke, a jih ni uspel vknjižiti in je skupno osvojil 33. mesto. Poligon Auto Kveder v Lukovici je bil prizorišče druge preizkušnje sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. Člani AMD Lukovica so pripravili 6 sekcij. Voznice in vozniki pa so v toplem majskem dnevu imeli lepo priložnost, da v 4 krogih in časovnem oknu 4 ur na njih pokažejo, kaj znajo in zmorejo. Tekmovanje so pošteno zaostrili vozniki iz Avstrije in Hrvaške. V kategoriji T1 je Lukas Raser vozil izvrstno. Ugnal je tudi sicer na domačih tekmah nepremagljivega Lovra Setnikarja. Tekma bi bila dobra, zelo mi je bilo tudi všeč, ker jih je več prišlo sem, ker so bili Avstrijci tudi, ker smo bili tudi 4 v rdeči in je tudi bolj bilo voziti. The weather is also very nice and the section weren't too hard, but some different things were also there and the race was really good, and the people are very good, so it was a very nice race today. Tretji v tej kategoriji je bil še en avstrijski voznik, Christoph Roseneder. Naredil sem res malo čudnih napak, ampak ja, sem še kar zadovoljen. Ja. Raser se je veselil tudi zmage na tekmi v absolutni kategoriji za državno prvenstvo pred Rosenederjem in Borutom Vipotnikom, ki je vozil v modri kategoriji T2. It's the first time in Slovenia for now and we will come the next time also.
Odlični avstrijski voznik je slavil zmago tudi v državnem prvenstvu za mladince pred Setnikarjem. Tretji pa je bil hrvaški tekmovalec Jakob Jezovšek-Slatinek. Vipotnik si je v razredu T2 prvo mesto privozil z enakim številom kazenskih točk, kot jih je vknjižil drugouvrščeni Kyle Milne, a je imel večje število voženj brez napak, kar je na koncu odločilo v njegov prid. Izredno kvalitetno postavljene sekcije, težavnost na visokem nivoju, tako da osebno sem sam sebe presenetil, tako da izredno kvalitetna dirka. Je bil iskren zmagovalec v razredu z modrimi brezrokavniki, v katerem je bil drugi Milne, tretji pa Marino Velušček, ki se je v zadnjem hipu odločil, da ne bo vozil na rdečih sekcijah. Četrto mesto je zasedla Ines Pezič-Pregrad, ki ji je pripadlo prvo mesto v točkovanju državnega prvenstva za ženske. Sekcije so bile pa kar zelo tehnične. Bom rekla tako, da začela sem malo na majavih nogah, prvi krog je bil bolj slab, ampak potem pa iz kroga v krog boljše, tako da na koncu bila že prava jaz in tudi lep rezultat. V rumeni kategoriji T3 so prav tako odločale drobne malenkosti med prvimi tremi. Na koncu je bil najbolj natančen pri vožnjah po sekcijah Avstrijec Jakob Zajvald pred Mirkom Meškom in Tinkaro Mes. Sekcije so mi šle v redu, so bile tudi tako, niso bile pretežke, pa niso bile prelahke. Mislila sem, da mi bo šlo slabše, kot mi je na koncu šlo. V beli kategoriji T4 je bila najboljša na postavljenih sekcijah Nina Pirc, ki zmage ni pričakovala. V bistvu nisem, ker je nikoli ne moreš pričakovati, zato ker je to tak šport, da lahko zelo hitro dobiš veliko kazenskih točk, tako da v bistvu dejansko nikoli ne moreš vedeti. No. S svojimi vožnjami je osvojila tudi drugo mesto v kategoriji žensk v državnem prvenstvu, v kateri je bila tretja Ana Unterlechner. Sicer pa je drugo mesto v vožnjah po sekcijah namenjenim tistim z belimi brezrokavniki zasedel Denis Vezovnik. Tretji pa je bil Tomi Selič, ki mu je pripadlo prvo mesto za državno prvenstvo v trialu v kategoriji otroci in mu vročina ni prišla do živega. Meni osebno prav vroč mi ni bilo, razen pol, če si daš čelado dol pa nazaj gor, ko je vroča malo. Tretja preizkušnja sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu bo sredi druge polovice avgusta na Vranskem. Genk v Belgiji je gostil uvodno dirko sezone tekmovanja FIA Academy Trophy Junior, na kateri je Slovenijo zastopal Maj Rakuša. Gre za karting tekmovanje, v katerem imajo vsi enake motorje, šasije in gume. Rakuša se je v ostri mednarodni druščini dobro boril s tekmeci in je v finalu osvojil 22. mesto. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Proga Katalunija v Barceloni je gostila uvodno preizkušnjo evropskega prvenstva razreda Moto2 v cestno-hitrostnem motociklizmu. V tem tekmovanju drugo sezono nastopa Enej Krševan, ki pa je imel več kot obilico smole, saj se je na prostem treningu poškodoval in nato ni več tekmoval za svoje novo moštvo Eagle One. V Evropskem mladinskem pokalu je v Barceloni v razredu Moto4 tekmoval tudi Enejev brat Tijan Krševan. Dirkač, ki še nima 15 let in vozi za moštvo ETG Racing, se skozi kvalifikacije žal ni prebil na dirko, ki je prinašala prve točke nove sezone. Krševana bosta novo priložnost za odmeven rezultat imela spet sredi junija v Estorilu na Portugalskem. V nadaljevanju. Dirkališče Slovakia Ring je bilo prizorišče tretje dirke državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. 3
Trije slovenski vozniki so tekmovali na kvalifikacijskih dirkah za uvrstitev v Speedway Grand Prix serijo svetovnega prvenstva posameznikov v Speedwayu. Slovita radizelska proga je gostila tretjo preizkušnjo ELF državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Toni Mulec je izvrstno zastopal Slovenijo v Argentini na tretji preizkušnji svetovnega prvenstva v ralliju za motocikliste. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Dolga je dolga ta slovaška steza in zavita kot pravi dirkaški prstan. Dirkališče Slovakija Ring je s 5922 metri najdaljše v koledarju državnega prvenstva Slovenije v cestno-hitrostnem motociklizmu. Čeprav bi zaradi dolžine lahko med dirkači veljalo za eno najbolj napornih dirkališč, pa je predvsem zaradi dolgih in drsečih ovinkov ter skoraj vedno lepega vremena med bolj priljubljenimi stezami. Pa v bistvu to je super, zato da malo več dodatnega treninga. Tudi tale proga pa ne velja za fizično najbolj naporno, zato ker ima vmes tudi kar dosti ravnin, kjer se da malo počivati. V bistvu jaz mislim, da to ni med bolj napornimi dirkami v koledarju, čeprav je ta najdaljša. V konkurenci razreda Supersport 600 je 25 prvenstvenih točk osvojil prav Domen Lipnik, ki se je z Gašperjem Hudovernikom dolgo časa boril za zmago. Slednji dirke ni končal, Lipnik pa je tako še tretjič zapored osvojil prvo mesto. Štartov prvi, na drugi je štartov Gašper, ko mu je uspel boljši štart in je v bistvu imel zelo dober ritem, te sem prvih par krogov imel precej dela, da sem ustal blizu. Tudi moč neoptimalna izbor da je kar drsel, ampak sem nekako najdel ritem oziroma je tudi potežava odstopal dela, pa so lahko sproščeno zaključil. Na zmagovalno modru sta se mu pridružila še Benjamin Bele, ki je bil novič drugi, in Dejan Ločnikar na tretjem mestu. V letošnji sezoni ima Bine Štern vlogo prvega favorita v konkurenci dirkačev razreda Superbike. Dirkaški veteran si je na Slovaškem zadal nekaj prav posebnih ciljev, ki jih je tudi uspešno izpolnil. Na dirki, tako pa je, 10 krogov, različna dirkališča, da je kar naporen dirkališče, hiter je, da je treba koncentracijo non-stop nekako kontrolirati motor, tudi po ravnici ni to enostavno, so določene sile, ampak vseeno nekako fizična priprava je še vedno top, nimam nobenih problemov, kar se tega tiče. Naredil sem tudi dober čas, cilj mi je bil popraviti lanskoleten čas, to mi je uspel, celo na dirki sem ga popravil, ne samo na treningu, da plan spolnim. Dirkal je hitro in gledal samo naprej, skoraj 60 km dolgo dirko pa je prepričljivo končal pred drugouvrščenim Žigo Brunškom ter tokrat tretjim Luko Zajcem. Danes sem uporabil za dirko prav varno opcijo, vozil sem na najtrši gumi, zato sem bil presenečen na temi časih, ki sem je delal. Meni v bistvu imam en problem sicer, moram skozi dirko priti varno, da osvojim točke čim več, po drugi strani pa moj notranji jaz želi zmagati generalno. Štern in Lipnik sta tudi vodilna v skupnem seštevku, svojo prednost pred tekmeci pa bosta znova branila 28. junija, ko bo na sporedu četrta letošnja preizkušnja državnega prvenstva Slovenije na legendarnem češkem dirkališču Avtodrom Brno. Matic Ivačič, Anže Grmek in Sven Cerjak so vozili na kvalifikacijskih dirkah za uvrstitev na challenge preizkušnjo, ki nato odpira možnost uvrstitve v serijo Speedway Grand Prix svetovnega prvenstva posameznikov v prihodnjem letu. Na preizkušnjah v Abensbergu v Nemčiji, Žarnovici na Slovaškem in Glasgowu na Škotskem so bili tekmeci žal premočni in se jim ni uspelo prebiti v naslednji kvalifikacijski krog.
Člani AMD Orehova vas so pripravili tretjo preizkušnjo Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Izpeljali so jo na sloviti radizelski progi, s katero so imeli kar nekaj dela. Ogromno vode smo morali pripeljati v te zbiralnike, tako da smo lahko progo ustrezno poškropili, da se ni prašilo. Proga je bila super, res je bila super, res odlično za dirkati, užitek. Proga je bila super pripravljena, dobre linije, lepe špore. Prvi so dirkaške linije na stezi zarezali vozniki v razredu MX85. Suvereno je bil v obeh vožnjah najboljši Tim Repnik, ki konkurentom ni dovolil, da bi ogrozili njegovo zmago. Vozil je hitro, a preudarno in natančno. Na drugem mestu se mu je še najbolj približal Leo Gajser, tretji v seštevku obeh voženj pa je bil Anže Dobrotinšek. Veterani so, kot je običajno, vozili skupaj. V razredu veterani 40 je na radizelski progi do zmage prve v karieri prišel Janez Ceglar. Čutil sem, da sem nekako pripravljen, hiter, nekako malo sreče je bil še zraven, tako da nekako prvič, da mi je uspel za prvo stopničko in nimam kaj reči, lahko sem samo srečen, vesel, tako da super. Je bil zadovoljen Ceglar, ki je imel enako število točk kot Matej Žvan, a odločila je zmaga v drugi vožnji. Ob Ceglarju in Žvanu je na odru za zmagovalce ob koncu dneva stal še Rok Krajc. Med starejšimi v razredu veterani 50 je bil dvakrat prvi v cilju avstrijski voznik Werner Lakner. Dve drugi mesti sta skupno drugo mesto prinesli Leonu Feršu. Tomaž Jankovič pa je bil dvakrat tretji in na koncu tudi tretji na odru za zmagovalce. Tekmovalni razred MX65 je bil v znamenju Matica Mačka, ki je potrdil, da ne nosi zaman rdeče številke vodilnega v skupnem seštevku. Dvakrat je zanesljivo prvi pridrvel v cilj. Drugo mesto na dirki si je v tem razredu privozil Max Sedlašek, tretji na odru za zmagovalce pa je bil hrvaški voznik Rok Cebovič. Med najmlajšimi, ki tekmujejo v pokalnem razredu s 50 kubičnimi motorji, so prevladovali trije mladi vozniki s hrvaškimi licencami. Najboljši je bil Fran Tudža, drugo mesto je pripadlo Maxu Fijanu, tretje pa Samu Podobniku. Med slovenskimi vozniki se je prvim trem tokrat najbolj približal Ivan Janžek. Za točke pokalnega prvenstva so vozili tudi starejši. V razredu MX5-2 je bil novič najboljši Teo Krajnc. Na mestih 2 in 3 pa sta se zvrstila Laurenc Kokl in Luka Lovšin. V razredu MXP Open je po prvi vožnji najbolje kazalo Matiji Grahku, a je nato v drugi vožnji prvo mesto in skupno zmago vseeno odnesel Jaka Osek. Prvo vožnjo sem malo zamočil štart, smo se zapeli z dvema sotekmovalcema, sem prišel iz zadnjega na drugo mesto. Je Osek opisal, s kakšnimi težavami se je srečal na progi. Na zmagovalnem odru sta mu družbo na mestih 2 in 3 delala Žan Pintar in Sven Gregorec. Razredi MX125, MX2 in MX Open so tekmovali skupaj. Taj Golež je bil tokrat premočan za konkurente v razredu z motorji s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. Drugo mesto na dirki pa je osvojil Jure Čuden. V prvi vožnji malo slabša, dobil sem arm pump, pol v drugi sem pa se peljal tako, kot se na treningu. In sem zelo zadovoljen s celotnim dnevom. Druge stopničke v tej sezoni, pa upam še na več. Ob Goležu in Čudnu je na odru za zmagovalce tretje mesto zasedel avstrijski voznik Manuel Lakner. V razredu MX2 je Miha Vrh, ki vozi z italijansko licenco, dobil prvo vožnjo. V drugi vožnji je Jaka Peklaj kljub padcu v prvem krogu odpeljal vrhunsko in se veselil prvega mesta ter tudi skupne zmage na dirki v razredu MX2. Na drugem mestu na odru za zmagovalce je tokrat stal hrvaški voznik Šimun Ivandić, tretje pa je zasedel Miha Vrh.
V odprtem razredu je bil v prvi vožnji izvrsten Žan Žaler, ki sicer ni najbolje začel, a je vseeno prvi prečkal ciljno črto. V drugi vožnji pa je bil prepričljivo najboljši Lukas Osek. V prvi dirki se nisem počutil najboljše, vozil sem na drugem mestu in na to sem še padel. Potem sem končal drugi v svoji kategoriji. V drugi vožnji sem pa dobro štartal, prišel hitro na prvo mesto in zmagal. Na zmagovalnem odru je Osek prvič v karieri stal na prvem mestu v tem razredu. Drugi je bil Žaler, tretji pa avstrijski voznik Michael Lakner. Četrta dirka sezone voznike čaka že v nedeljo na progi Cukrca v dolini pod Kalom. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Toni Mulec je v Argentini vozil tretji Rally Raid sezone za točke svetovnega prvenstva. Korošec, ki se je v uvodu leta izkazal z zmago na Rallyu Dakar med netovarniškimi vozniki, je vnovič dokazal, da je v širšem svetovnem vrhu rally motociklistov. Po 5 dneh tekmovanja na zanj povsem neznanem terenu in tudi po planotah z nadmorsko višino več kot 3500 metrov je skupno osvojil izvrstno tretje mesto v konkurenci razreda Rally 2. Po 3 dirkah je Mulec v skupnem seštevku tega razreda na drugem mestu, le 4 točke za vodilnim Portugalcem Martimom Venturo. Do konca sezone sta na sporedu še 2 preizkušnji, in sicer septembra v Maroku in novembra v Združenih arabskih emiratih. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. V nedeljo 7. junija bo v avstrijskem Bruku na sporedu tretja preizkušnja sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Prav tako v nedeljo 7. junija bodo na progi Cukrca v dolini pod Kalom izpeljali četrto dirko Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu.